To je popolnoma napačna interpretacija, če se mene imenuje kiparja, zato ker delam v kamnu. Jaz sem sicer študiral na Akademiji za likovno umetnost kot kipar, ampak jaz sem delal svojo umetnost pred akademijo, med študijem in po študiju. Tako da jaz sem šel študirati kiparstvo samo zaradi tega, ker v tedanji socialistični Jugoslaviji si moral imeti nek poklic, da si lahko obstajal na družbeni ravni. In najprej sem mislil študirati filozofijo, ampak je bilo preveč marksizma in potem sem se odločil, da bom to opravil na akademiji in sem potem pretrpel 4 leta študija. Ampak zakaj delam v kamnu, je čist nek drug razlog, sploh ni kiparski. Ampak delam v kamnu zaradi tega, ker me zanima, kako kamen zveni v prostoru oziroma kako je mogoče s pomočjo kamna vstopiti v komunikacijo s prostorom. Zato, ker kamen je kot ena ogromna zbirka kristalov in danes vemo, da so kristali pri komunikaciji pri najrazličnejših aparatih, recimo, ki jih rabimo za komunikacijo, so zmeraj kristali zraven, ker imajo to sposobnost, da informacijo vzamejo vase in da jo oddajajo. In to mene zanima, ker je vprašanje, jaz recimo bi rad delal z eno pokrajino oziroma sem povabljen, da delam z eno pokrajino in je pomembno, kako vzpostaviti komunikacijo. Jaz moram vzpostaviti nekakšen resonančni most med mojim delom in pa s tistim prostorom, zavestjo tistega prostora, recimo. In tukaj mi kamen pomaga, ker prvič je obstojen v prostoru, lahko 100 let mirno stoji ali pa 1000 let in mu nič ne pride do živega. To je že ena zanimiva reč, ampak predvsem pa to, kar pravim, da ima to sposobnost, da vzdržuje informacijo. In to pa naredim s temi kozmogrami, tako da klešem skupaj z Mariko, ženo, to delava, da izkleševa tak kozmogram, ki je določeno sporočilo. Recimo prostor je bil stisnen v nekih ekoloških problemih ali problemih iz vojenj, je travmatiziran, ne, in ga je treba spodbuditi. Jaz potem poiščem, kje so potenciali tega prostora. Te potenciali se umaknejo, tako kot se človeku podzavest potisne v podzavest, če ga nekaj preveč prizadene, pa to ne more predelati. In podobno je s pokrajino. Pokrajina, ki je bila prizadeta z eno ekološko agresijo ali z vojno, je tisto se potegne na noter. In zdaj je treba te potenciale spet dobiti ven, ker jaz ne zdravim, da bi jaz prišel kot en zdravnik pa zdravil pokrajino. To je čist napačna interpretacija mojega dela. Ampak jaz skušam spodbuditi potenciale, ki jih nek kraj ima, skrite potenciale, tako rekoč, te na noter potegnjene potenciale, jih skušam nagovoriti, prepoznati in jih nagovoriti in jih spraviti ven, da kraj spet zadiha in oživi. Ampak tukaj je zdaj potreben nek jezik. Za kraj nagovoriti je potreben govoriti en jezik, ki ga kraj lahko razume. Ko rečem kraj, mislim na zavest kraja, mislim na duhovno bistvo tega kraja. S tem se pogovarjam pravzaprav, ne s fizičnim krajem. No in zato sem razvil ta jezik kozmogramov. To je tak likovni jezik,
nerazumski, mislim, ni razumski jezik to, ker razumske stvari so samo človeška zadeva. Druge svetovi tega ne kapirajo. Zaradi tega je potreben nek vizualni jezik, ki je povezan z nekimi univerzalnimi simboli ali pa je povezan z sakralno geometrijo, števili in tako naprej. Ampak potem je pa treba še to sporočilo, ki je recimo v takem kozmogramu, jaz temu rečem kozmogram, ki je zapisano, ga je treba v prostor pošiljati, ne samo enkrat, ampak kamen, če je to v kamnu izklesan, on permanentno pošilja potem tisto sporočilo v prostor in spodbuja potenciale kraja, da spet zaživijo in ustanejo. Zdaj pa ta problem spet, da prostor nima oči, da bi prečital nekaj likovnega. Zaradi tega klešemo kozmograme na tak poseben način, da so konkavni, ne konveksni, kot je v kiparstvu se dela oblike. To mi delamo pa ravno obratno, mi dolbemo. Tako nastane igra svetlobe in sence, ki pravzaprav sonce ustvarja, ko svetluje, sonce se pa ves čas premika. Potem sence se premikajo in poskakujejo po teh pikicah, ki jih delamo, ko klešemo. In ustvarja se nekakšen svetlobni lik iz tega. Tako da v bistvu je naš kozmogram klesan je negativ. Pozitiv je pa svetlobni lik. In svetlobni lik je pa mogoče komunicirati s krajem, zavestjo kraja, z biti kraja, ker je onkraj fizičnega, oziroma je tako na prehodu med fizičnim in nefizičnim, vidnim in nevidnim. In tako pride do komunikacije, ampak kamen je tukaj bistven, je kot ena raketa. Kamen s svojimi kristali to sporočilo potiska v prostor, ves čas oddaja, na vse strani oddaja. Zdaj pa potem, če se postavimo pa še en kamen tam, kot pri litopunkturnih projektih, včasih je 20 kilometrov vmes do naslednjega kamna, če delamo s velikimi pokrajinami. Potem morajo biti te kamni med seboj uglašeni, kot dva, recimo, oddajnik pa prejemnik pri radijskih aparatih. Tam so tudi kristali, tisti, ko vrtimo gumbe, v bistvu uglašujemo, delamo ta resonančni most, po kateri se informacija pretaka. In tako je treba kamne potem postaviti, to je potem umetnost, kako kamen postaviti na tak način, da bo s tistim drugim, seveda mora biti tudi prav postavljen, da bo sta v resonanci, da nastane resonančni most. In zdaj, če je pa še tretji kamen, pa četrti, kot delam včasih za mesta, kot sem naredil za glavno mesto Ekvadorja, za Quito, ki so kamni na razdalji, 10 kilometrov. Včasih vmes so seveda kamni, ampak na takem področju in oni so med sabo uglašeni in nastane eno tak polje, energijsko polje, ki pomaga. V tem primeru, recimo v Quitu v Ekvadorju je šlo za to, da se med 9 vulkani, ki so okrog, to mesto zdaj širi in širi in kako ga uglasiti, tako da ne bo sprožil kakšnega izbruha in sebe samega pokopal to mesto. In vsak kamen ima svoj kozmogram, ki je povezan s tistim krajem v organizmu mesta. Potem so pa kamni med seboj uglašeni in med seboj komunicirajo in nastaja eno tako omrežje, ki se ves čas med sabo balansira.
Marko Pogačnik se po dobrih 50 letih zopet vrača v Kranj. Ne samo v galerijo Prešernove hiše, ampak tudi v galerijo Prešernovih nagrajencev, ki ga je počastila zaradi nagrade, ki jo je dobil leta 1991 za postavitev v Moderni galeriji. Tokratna razstava ni dosti drugačna kot prejšnja. Tako kot leta 1965, tudi tu Marko kaže vso svojo vsestranskost, provokacijo, predvsem pa vzbuja začudenje in zanimanje obiskovalcev. V galeriji Prešernovih nagrajencev je v vseh treh nadstropjih predstavljen v vsej svoji veličini. Od njegovega manifesta, njegovih besed, ki so zapisane v številnih knjigah in tekstih, pa od njegovega stika z zemljo, pa potem njegovi kozmogrami, ki so razstavljeni v številnih parkih po svetu, pa njegove risbe, ki nam razlagajo sanje in nam s tem pojasnjujejo, kaj se z nami dogaja, ko smo budni. Po dobrih 50 letih se torej vrača v Kranj s svežimi idejami, vendar še vedno z istimi željami, da bi svojim humanizmom vsem obiskovalcem, pa tudi tistim, ki ne pridajo v to galerijo, pokazal, da je možno sožitje med človekom, zemljo in vsemi bitji, tistimi, ki jih vidimo in tistimi, ki jih ne vidimo. Za mene je iz 60 let odločilen to konceptualno izhodišče in tako tudi pri kamnu izhajam iz določene vloge, ki jo kamen lahko ima v komunikacijskem procesu, ne pa iz kakšnih kiparskih motivov. Potem je pa še en vidik pri kamnu, ki je zame zelo pomemben, in to je, da sem razvil metode komuniciranja s kamnom. Jaz tudi to učim ljudi, kako se lahko v kamen se vstopi in da se dobi stik z njim kot nekakšen dialog. Jaz to uporabljam, naprimer, ko delam, ali pa tudi Marika, ko klešemo, mi smo na poseben način nekako zbrani, notranje, pa povezani s kamnom. Jaz gledam na kamen kot na živo bitje. To je popolnoma narobe, kar se učiš v šolah, da je živa in neživa narava. Recimo kamen spada potem pod neživo naravo. To je popolna neresnica. Kamni so ravno tako živi in jaz lahko na kakšnih posebnih krajih vidim, kako se kamni stalno gibljajo, kako bi rekel, atomske strukture, drobci, holografski drobci kamna se stalno izmenjujejo in kamen je skoraj fizično v stalnem gibanju, notranjem gibanju. Potem pa zavest. Kamen, kot rečeno, glede kristalov, sem prej govoril, je skoraj čista zavest. In kamen je širši od fizičnega pojava kamna. Ima okrog sebe še en tak kot en oblak zavesti in to pomaga pri tem, kar govorim, ko delamo te litopunkturne instalacije. To pomaga, da kamen bolj, ko bi rekel, da je zavestno pri stvari. Mi ga tako rekoč uvedemo v eno določeno vlogo, nalogo, ki jo dobi. In zato pa uporabljam odpadne kamne. To je nek ekološki princip, ampak tudi zaradi prijateljstva s kamnom. Se pravi, mi v kamnolomu iščemo take kamne, ki jih ne morejo prodati, ki so brez vrednosti. Imajo take
to recimo obrežejo blok prodajo kamna, tisto, kar pa pade stran, ki je pa naravne, so stranice. Ne, tisto pa leži nekje na robu kamnolomov. Mi se zmeraj potikamo po kamnolomih, ko delamo te projekte in iščemo potem take kamne in se dobi krasne kamne, recimo na Krasu, kjer je ta rdeča zemlja, udira skozi žile v kamnite stene in kamni potem imajo take zelo žive, barvite hrbte od vode izovetlene, tako da prvič vzamemo nekaj, kar to je simbolično, kar je bilo vrženo stran, kamen se uporablja, se prodaja. To je ena taka ohojovska izhodišče, da ne samo stvari niso samo za uporabljati, ampak imajo zmeraj tudi svojo lastno bit in tisto bit je treba spoštovati. Ko uporabljamo kamen, ki je bil vržen stran, ga mi prinesemo tako rekoč v sredino pozornosti. On je zdaj umetniško delo, njemu se vrne čast. V imenu vseh kamnov, ki so jih prodali in porabili v hišah, pa jih niti vidiš ne, ker čez dajo umete, recimo. Tako da je ta zgodba s kamnom je precej kompleksna reč in jaz sem začel s kamnom v začetku 80-ih let, ko sem imel to idejo, da bi lahko razvil zdravljenje prostora, kot je akupunktura pri človeškem telesu. Tam so majhne iglice, se postavlja na določene točke, medtem ko pokrajina je pa en tak veliko telo in zato bi rabil ene večje iglice. In najprej sem koval železne igle, take precej močne igle in jih zabijal v tla. Ampak se je pokazalo, da to ni dovolj močno, da bi lahko zdržali energije kamna. Pa tudi skrito je bilo, ko zabiješ iglo v tla, se je ne vidi več. In tako sem prišel na misel, da bi lahko kamen uporabljal v ta namen. Ampak, če kamen postaviš, kaj bo on tam? Zakaj je tam? Kakšna je njegova vloga? On sam ne ve, ljudje pa sploh ne, ki gledajo. No in tako je prišlo do kozmogramov, da kamen mora nositi na sebi nekakšno naročilo, pomen, kakšen pomen ima, da tam stoji. Zato zmeraj s temi projekti, ki jih delamo, postavimo ali informativne table, ali damo tiskati take zgibanke, kjer so kozmogrami razloženi, pa zakaj so tukaj kamni. To je tudi pomembno zato, da ljudje se ozavestijo, da je pokrajina živo bitje, živ organizem in da je z njim treba ravnati na lep način in tudi za sabo popraviti to, kar je človeški rod razdrl, recimo na določenih krajih. Dejstvo, da se je skupina Oho leta 1971 sama od sebe razpustila, je naletelo na veliko neodobravanje med intelektualci. Kako je to mogoče, se je ravnkar skupina Oho razstavljala v modernem muzeju moderne umetnosti v New Yorku in zdaj je pa konec. Ampak vsaj kar se tiče mene, je treba razumeti, da mene ne zanima umetnost sama po sebi, ampak zmeraj se vprašam, kakšno vlogo lahko umetnost igra v realnem trenutku, življenjskem trenutku tistega časa. In takrat
je bila to najboljša rešitev, ker mi ne, da smo se razpustili, ampak to je bil samo uvod v naslednji korak. In ta naslednji korak se je zgodil v Šempasu v Vipavski dolini. Naša ideja je bila, da bi poskušali umetnost čim bolj povezati z življenjem. Ker mi smo bili zelo aktivni v konceptualni umetnosti. Konceptualna umetnost je pravzaprav zelo povezana z mentalnostjo. To so kot projekti, precej abstraktno. Smo se čutili, kot da nam prikriva nekaj, kar je zelo pomembno za nas kot človeška bitja, in to neposredno vez z življenjem. Ker po drugi strani je pa od leta 1969, leta 1969 smo odkrili pokrajino kot kraj umetnosti, torej land art. Še nismo vedeli takrat, da se to imenuje land art, ampak to je bil trenutek, ko nismo imeli nobene možnosti razstavljati nikjer. Zelo nas je inspirirala komuna v Findhornu na Škotskem, ki jo je ena od naših sodelavk slučajno našla, in je prišla potem z majhnimi knjižicami. Tam so bili razgovori med Dorothy Maclean in rastlinami, elementarnimi bitji rastlin, devami, angeli narave, v zvezi s praktično, kako najbolj delati z rastlinami, kako s paradižnikom, kako z drugimi rastlinami. In smo si rekli, to bi bil zdaj odločilen nek pomemben korak, da umetnost povežemo s poljedelstvom in duhovni center je bilo treba ustvariti. V tedanji Jugoslaviji ni bilo ničesar se da zvedeti o sodobnih duhovnih gibanjih, ki so že 100 let delovala po svetu. Naša ideja je bila, da bi ustvarili nekakšno primarno celico življenja, kjer bi bila poljedelstvo, umetnost in duhovnost kot 3 nosilni stebri, in pa seveda skupnost, 4 nosilni stebri. In pa kako se da živeti skupaj z živalmi, z rastlinami, s kamni. To je bil en določen projekt, ki je trajal od leta 1971 do 1979, 8 let. V tem času so stotine ljudi iz vse Jugoslavije, pa iz Avstralije in Bog ve od kod prihajali sem. Mi smo bili na spisku v knjigi vodiču komunam po celem svetu. In so prišli Američani, popotniki taki, so hodili v Indijo, tukaj čez nekdanjo Jugoslavijo, so se oglasili. In tako je bila intenzivna izmenjava informacij, izkušenj. Živeli smo v tej hiši, ki smo jo našli prazno, ker se je družina izselila, si je hišo naredila v vasi, tukaj 2 kilometra stran, na samem idealni pogoji. Po tem, ko je komuna zaprla svoja vrata, sem začel sodelovati z domačini v Vipavski dolini. In sicer smo gradili partizanske spomenike padlim borcem. Tam v vasi Vrtovin je ljudem kapnil na pamet, da sem jaz akademski kipar, in so prišli, če bi naredil spomenik padlim. Meni so mislili, kaj bom pa jaz s tem, jaz nisem kipar. Ampak potem sem se pa spomnil, da bi lahko namesto komuno prevedel v skupinsko delo. In jaz sem 1 leto hodil tja v Vrtovin in smo skupaj z domačini gradili ta spomenik.
In takrat sem videl, da je to mogoče. Potem so še druge vasi to videle in po celi Vipavski dolini od Podnanosa do Mirna stojijo zdaj taka dela, ki sem jih naredil v teh skupinskih zasedbah. To je pa potem spet mi odprl pot, kot danes, ko delam z geopunkturnimi krogi. To je en projekt, ki je postaviti akupunkturne kroge na različnih koncih na Zemlji, tako da bi se vzpostavil stik z Zemljo kot celoto. Ta vidik, ki se je začel pri Ohoju, pravzaprav pri gibanju Oho, kjer nas je bilo okrog 20, v 60-ih letih pa skupina Oho, pa komuna v Šempasu, pa sodelovanje s partizani, bivšimi partizani in tako naprej, pa zdaj pri geopunkturnih krogih s skupinami. Zmeraj iščem način, kako lahko individualni umetnik in pa skupina ljudi, ki jih to zanima in imajo neka znanja o tem, pa niso praviloma umetniki, kako lahko sodelujejo. To je v bistvu mojega dela, je ta kolektivni način, kjer je umetnik v stalni komunikaciji z naravo, s kraji in s soljudmi pa z drugimi bitji.